V soboto 8. aprila 2017 je v mestnem jedru v Slovenskih Konjicah bilo zopet pestro in družabno. Potekali sta prireditev vrtca Slovenske Konjice Čas je zdaj in prostovoljna delovna akcija Mladinskega centra Dravinjske doline Žinkana. Prireditvi sta bili povezani pod skupnim namenom povezovanja ljudi in oživljanja mestnega jedra. Geslo dogodka strani vrtca Čas je zdaj, da smo otrokom dober ekološki vzgled, da povežemo ljudi, različne starostne generacije in pomagamo živeti staro mestno jedro. Hkrati je potekalo tudi praznovanje bližnjega svetovnega dneva zemlje, Mladinski center pa je že 6. sodeloval v vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki poteka pod okriljem slovenske filantropije po vsej državi. Za začetek so nastopili otroški zbori vrtca Slovenske Konjice in kasneje še odrasli zbor. Mi smo otroci enega sveta, gradimo mostove prijateljstva. Ni treba nam miselov zlata, želimo si pesmi prijateljstva. Nam daljno varujemo, drugače spoštujemo, neznanost poznavamo, gradimo skupni svet. Mi smo otroci enega sveta, gradimo mostove prijateljstva. Skavca gor, vsaki hiši, sel potokov in ravini, sel z devicam, gledala lis svetlica. Soncu, zraku in oblaku, paše ptica in seveda tebi, meni, mamina. Skriva ljubezen se v strast prelevi, sonce pomladi se z roso igra. Pridi, ukradi mi utro srca, sonce pomladi naravo budi. Barva poljane in glas je zlati. V dvorani Doma kulture je bila gledališka predstava Mesečeve sanje, ki so jo pripravili z vrtca Slovenska Bistrica, čarodej Frelih pa je letos prevzel vlogo hišnika in igral Eko frajerja. Zbrane obiskovalce je nagovoril ravnatelj vrtca Tomaž Popovič in podžupan Peter Koren. En lep dober dan v mojem imenu in v imenu občine Slovenske Konjice. Res me veseli, da smo se zbrali tu v tako velikem številu in s tem dokazujemo, da nam ni vseeno, nam in našim najmlajšim, da nam ni vseeno za naš planet Zemljo in v kakšnem svetu živimo. S tem, ko učimo in poučujemo naše najmlajše, kaj je prav in kaj ni prav, se gotovo večkrat zalotimo sebe, da kljub temu, da vemo, kaj je prav, tega ne počnemo vedno tako. In naša zemlja nima rok in nog, da bi se branila ali da bi nam ušla pred našim početjem. Ima pa naša zemlja neko naravno moč, da se pred nas postavi kot neko ogledalo in nam hitro vrača dobro z dobrim, lepo z lepim, slabo pa slabim. In tega slabega se je v zadnjih letih nabralo kar preveč. In naša naloga je, da vsak po svojih močeh, tudi z majhnimi koraki, začnemo delati boljše in narava nam bo gotovo hitro vrnila to z lepim. Koren. V znamenju bližajočega se dneva zemlje so po principu Zero Waste, brez odpadkov, na stojnici javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice izmenjali igrače, semena in sadike. Obiskovalci so si izdelali trakove za na glavo in nosilne vrečke iz bombažnih majic.
Zanimiv je podatek, da skoraj vsak letno zavrže približno 10 kg še uporabnih stvari v smeti. Na stojnicah je bilo možno izdelovati uporabne unikatne ročnodelske izdelke iz različnih materialov in embalaže. Predstavniki osnovne šole Loče so predstavili projekt Mlinček po Dravinjski dolini in tkali na papirnate krožnike z različnimi ostanki volne. Osnovna šola ob Dravinji je obiskovalcem pomagala pri izdelavi hranilnika iz odpadnih plastenk in različnih modnih dodatkov iz tekstila. Enote vrtca Slovenske Konjice so mimoidočim in obiskovalcem pomagali izdelati zmaja iz papirja in kita ali zmaja iz lončkov, katapult iz plastične žlice in papirja, košarice in vetrnice iz plastenk, lovilce sanj in vrtavke, ovčke in kokoške, sajali različne rastline, eksperimentirali s plešočim poprom in cimetom, vulkanom in pokalicami in v stilu dogodka izdelovali ure, čas je zdaj, iz pokrovov kartonskih škatel. Otroci in zaposleni iz zasebnega vrtca Mali grof so izdelovali zelenoglavčke, to so figure, ki imajo na glavi zelene poganke rastlin. Dijaki Šolskega centra Slovenske Konjice Zreče so imeli naravoslovne delavnice, model delovanja elektrarne, mikroskopiranje vode in opazovanje pod vodnim filtrom. Center ponovne uporabe je prikazal 3D pisalo, senzorno mizo in izbor svojih narejenih izdelkov iz recikliranega materiala. Stanovalci Lambrechtovega doma so poskrbeli za slasten jabolčni zavitek in hrustljave dišeče kekse, svoje ročne spretnosti in domišljijo pa so pokazali v figurah iz jute. Združenimi močmi otrok, mimoidočih prostovoljcev, konjiških skavtov in tabornikov so v dobrih 3 urah igrala pri Domu kulture Slovenske Konjice dobila novo barvno preobleko. S to akcijo so organizatorji želeli ne samo polepšati okolje, temveč tudi vzpodbuditi dobre medsebojne odnose in spoštovanje pri medgeneracijski komunikaciji, kar je vseboval tudi letošnji slogan Džinkane: Ne prepuščaj se toku, spreminjaj tudi ti.